Dober dan v drugi ediciji oddaje Koraki do uspeha. Oddaje, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, kjer skupaj z direktorjem podjetja Spinte Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje, v ospredje dajemo podjetno razmišljanje, inovativne ideje ter seveda odlične goste, ki navdihujejo. Tema tokratne sezone oddaje Koraki do uspeha je podjetništvo v umetnosti. Včasih na videz nezdružljivi področji, ki ima bomo poskušali najti skupne točke. Je združevanje umetnosti oziroma kulture in podjetništva možno? Če je, katere so skupne točke, kje so prepreke, kje so izzivi, kje priložnosti? Vse to in še več tudi v današnji in naslednjih oddajah, a gremo lepo po vrsti. Današnja gostja oddaje Koraki do uspeha je vsestranska umetnica, oseba, ki je zapustila varno zavetje redne službe in se podala na včasih, res bomo rekli, negotovo pot umetnika in kreativca, pa tudi podjetnika po drugi strani. Ne? Domačinka iz Vrtojbe, Jana Korečič. Jana, lepo pozdravljena. En lep dober dan vsem, hvala za povabilo in hvala, da odpirate tako pomembno temo, ki mora dati nove odgovore. Tako. Ampak še prej, da vas morda za tiste, ki vas še ne toliko poznajo, predstavimo, kdo je Jana Korečič. Jaz v bistvu sem poudarjam trenutno, sem slikarka, pisateljica. Prešla sem tako več segmentov umetnosti, vedno ostajam zvesta tistemu svežemu raziskovanju kot nekemu otroškemu pristopu. Tako da zdaj v zadnjih letih res uživam v tem, da se nekako izrazim na platnih, na papirju, se pravi v romanih, in tam najdem izziv tako zase, kot tudi, da se v bistvu nekako spojim z mojo publiko. Se pravi, vsestranska umetnica, smo slišali slikarka, tudi pisateljica, otroška in mladinska pisateljica, pa nazadnje tudi videokreatorka. Nekje sem zasledil podatek, celo restauratorka starega pohištva. Ja, tudi to je zelo moja taka strast, zelo rada to počnem, ne? Zelo rada vidim nek potencial v nečemu mogoče, ki bi drugače šlo na odpad. Ne? Nekaj časa sem tudi delovala za otroke v smislu gledališča. Z mojo pravljico Gospodična špinačka smo gostovali tudi v SNG Nova Gorica, tako da tudi to je en tak bil lep segment, kjer se je šlo od pisanja pravljice do potem, da smo spravili to pravljico na odre, kostumografije in vsega, in tudi tam sem dobila tako lepe odgovore. No, tam se je nekako začela ta pravlična pot pri meni, ki je zdaj prerasla recimo v romane zaenkrat za mladino, a mogoče se bo nadaljevalo tudi naprej, se pravi, da bo zrelo še bolj in bo prišlo tudi v pisanje za odrasle. Kako pa se je pri vas začelo tole zanimanje za umetnost? Vam je bilo to položeno v zib, ko ste kasneje začutili, da je umetnost tisto, kar hočete početi v življenju? Jaz sem prepričana, da vsak dobi odgovor, kaj je za njega pripravljeno v življenju, prav v otroštvu. Jaz recimo sem začela, neka obsesija je bila moja, da sem poslušala te pravljice, te RTV pravljice, ki so bile na kasetah, in tam sem se pomudila ure in zraven tudi vedno risala. Se pravi, vedno sem bila v tem fantazijskem svetu, še danes rada odplavam, da me more kdo pocukant nazaj, ne, v realnost. Ampak mislim, da vsak od nas ima odgovor prav tam, kaj je začutil takoj, ko je prišel tako rekoč na svet. Potem življenje nas odpelje lahko tudi v druge vode, kar ni nujno narobe, ker pridobimo pa druga znanja, ki, kot pri meni, recimo, so prišla tudi v poštev, tudi ko se nekako nazaj ujamemo tisto, kar res radi počnemo, in iz tega tudi mogoče dobimo nek finančni odgovor, če danes govorimo o podjetništvu. Ja. No, do tega bomo še prišli v nadaljevanju, ampak za konec tega prvega dela, meni fascinantno, ne? Bili ste profesorica italijanščine in sociologije. Tako. Kdaj je prišlo do tiste, bomo rekli, do usodnega preskoka? Kdaj je naredil tisti klik, če hočete? Ja, klik je bil tak nežen, in sicer jaz sem učila na šoli, potem sem zanosila, in ko sem rodila, nekako sem dobila to prepričanje, da moram jaz
za tega otroka, tako po domače reči, poskrbeti. Zaželjela sem z njim preživeti res v tisto kvaliteten čas. No, in ko sem pustila službo in sem tako se odločila in bila mama, v tistem času me je prav ta mali možek, ne, ki ima danes sicer že 20 let in že študira v Ljubljani, mi je ta mali možek s takimi, ker zelo je pomembno, da prav poslušamo otroke, ker oni nekako so drugače povezani kot odrasli in mogoče nas vidijo tudi nas drugače. In on mi je počasi dajal take nežne sugestije, da sprva nisem jih takoj ujela. No, ko je pa začel večkrat ponavljati, da mama, jaz bi rad tvojo pravljico, mama, ti imaš eno posebno energijo, ko slikaš in podobno, se je to vrstilo, v bistvu sem se jaz počasi začela spominjati, kaj sploh sem. In potem sem se odločila, da zaštartam to obdobje v mojem življenju, ki mi, bom rekla, vrača finančno, ampak več kot finančno mi pa vrača res srčno. Katero področje je morda vam najbližje? Jaz bom rekla, da ne morem niti izbrati tisto, kar mi je najbližje, ker v bistvu vsakič neko področje umetnosti me pokliče. In takrat se prepustim. In mislim, da je tudi to ključ uspeha, da v bistvu nekako se počutimo svobodni, ne, v umetnosti. Vas pokliče tudi navdih za ustvarjanje? Ja, mene pokliče tudi navdih, ne. Prav tako kot mene pokliče navdih, tudi v moji knjigi Neon je, tudi tam je knjižnica recimo nenapisanih knjig. Prepričana sem, da so vse ideje že v etru, tako kot ta oddaja zdaj gre v eter in jo ne vidimo, tako ne vidimo še idej, vendar ideje potrkajo. In včasih si mislimo, da samo pridejo mimo, vendar jaz mislim, da najboljše je, da razumemo, da ideje iščejo nekako starša, nekoga, ki jih posvoji. In če to priliko res izkoristimo, vzamemo to idejo, potem to je najlepši del. Potem pa se začne trdo delo, ne? Ampak če res se odločimo, da posvojimo to idejo, smo odgovorni do nje, kot recimo do otroka, tako da jo moramo peljati za roko v svet in trdo delati za njo. Torej, kaj je po vašem mnenju bolj pomembno, ideja ali trdo delo, ali oboje? Trdo delo. Trdo delo. Ideje, tudi mogoče na videz malo šibkejšo idejo, po mojem s trdim delom lahko pripeljemo, da postane tista ideja res dobra ideja. In da ne nazadnje lahko tudi prodamo. Ne? Tako. In verjamem, da trdo delo obstaja oziroma pri vas obstaja tudi v tako imenovani, kot smo že prej omenili, stop motion tehniki, kar se kreiranja video tiče. Pa za morda tiste, ki jo še ne poznamo, bom rekel, ker tudi sam, kako ustvarjate pa tukaj? Ja, to je pa res trdo delo in tudi zelo precizno delo, se pravi ta stop motion, recimo, da nekoga spomnimo, so te risanke, ki so bile recimo veliko let nazaj, kot je bil ta, ne vem, jaz se spomnim v šatku, v bistvu premikamo figurice in preko fotografiranja teh figuric, potem, ko jih zavrtimo na hitro, pridemo do tega, da te figurice zaživijo. In tukaj je ogromno dela, da sploh te figurice ustvarimo, da ustvarimo scenografijo, da si zamislimo neko zgodbo, ki bo dala nekaj človekov v srcu, ne? Predvsem pa to fotografiranje, se pravi, mora potekati v zatemnjeni sobi, zaradi tega, ker ne sme biti odstopanja v svetlobi. In praktično vsaka slika, vsakič, ko slikamo, premikamo en del oziroma več delov figuric, se pravi, da res pridemo do tega fluidnega giba. Tako da za en video, tako je treba posneti enih 8000 slik, recimo, in paziti je pa treba, da ne slučajno, zgodilo se mi je že tudi, da sem 300 slik naredila, rukeljno scenografijo in ne nastaviš več na isto mesto, tako da to je zelo, tako bom rekla, zelo uriš svoje potrpljenje. Ja, temu pa lahko rečemo trdo delo. Tako. No, vse te videe v stop motion tehniki, slikanje, pisanje, pa se da to ustvarjanje tudi podjetniško udejanjiti, torej po domače povedano, se ga da lepo prodati ta trenutek?
Jaz mislim, da imamo veliko na voljo, ker danes je toliko medijev na voljo, tako da če se mi res osredotočimo na promocijo, na to, da spozna publika, kdo smo mi, seveda tudi na močno sporočilo, potem se da prodati. Prodati pa, po mojem, danes zelo moramo gledati na to, kakšen je odziv publike, oziroma na to, da se harmoniziramo s tistimi potencialnimi, recimo, tistimi, ki bi konzumirali kakršnokoli umetnost. Ne? Ste omenili, ko vam čas dopušča, restaurirate tudi staro pohištvo, ne? Pa tudi pišete. Ja. In izpod vašega peresa je prišlo že kar nekaj otroške, pa tudi mladinske literature, kaj ne da? Tako je, ja. Tudi tukaj sem izhajala nekako iz tega, ko me je sin zaprosil za moje pravljice, ne tiste, ki so že napisane, in tam se je vse začelo. Ne. Tudi tlele, ne, recimo predvsem pri mladinskem romanu, bi lahko rekli, da je prišel da zapolni neko vrzel. In kako se je to zgodilo? No, to nas zanima zagotovo. Ja, v bistvu sin, ko je bil nekako v osnovni šoli, on je ogromno bral in en dan je prišel do mene in je rekel: mama, pedi v knjižnico in vzami ogromno knjig, vendar ne slovenske. In sem odprla oči, pogledala in sem rekla: zakaj pa ne slovenske? Je rekel: veš zakaj? Bom povedala po njegovo, ne? On je rekel: zaradi tega, ker slovenske knjige za otroke so sama ena depra. Iskreno. No, ja, tako. Potem sem se pogovarjala tudi z njegovimi vrstniki, ki so mi dali isti odgovor in so rekli, da začenjajo brati recimo mladinsko literaturo raje v angleščini, ker jim ponuja recimo tisti fantazijski svet, znanstveno fantastiko, ki jo ne dobijo v Sloveniji. In na tak način se navajajo tudi recimo brati in pisati boljše v angleščini in pozabljajo slovenščino. No, in jaz na konec koncu sem rekla: dobro, sprejmem izziv, mal je očitno prišel za mamo, da jo malo spodbudi in prebudi, in v bistvu sem začela s pisanjem te knjige. Idejo sem imela že prej, no, moram reči pa, da pisanje je neko, recimo, če slikam zelo naravno, pisanje zahteva ogromno energije, vendar ravno tam, kjer je največ dela, potem nekako uspeh, zaključek teh projektov prinese pa največ zadoščenja. To sem ugotovila, ne? Se pravi, to delo na dolgo delo in kreacija teh knjig, ne, je zahtevna, vendar da ogromno. Koliko prostora oziroma širine ste si pustili tudi v pisanju tega mladinskega oziroma dveh mladinskih romanov, že ne? Ja. Koliko umetniške svobode, bom rekel, ste si pustili tam? Ali ste pisali šablonsko? Moram reči, da sem nekako, preden sem začela pisati, raziskala podrobno tudi recimo strukturo knjig. Tukaj sem dobila ogromno odgovora pri Josephu Campbellu, ne, kjer on piše o teh junak tisočerih zgodb, ne, in kar je tudi naše življenje praktično tako. V bistvu, zakaj so vse zgodbe enake? Zakaj iščemo v zgodbah vedno enako strukturo, ne? Tako da tega skeleta sem se malo držala in mislim, da sem dobila pravi odgovor. Mladina pravi, da je dobila tisti, kako bi rekla, tisti previs, ki se zgodi, premik v bralcu, ne? Tako da to sem nekako posvojila tudi sama. No, mladina zadovoljna. Kako pa se je trg odzval na vaše pisanje oziroma na vaše produkte, bomo rekli temu? No, trg je pa tako, ne? Zaradi tega, ker recimo jaz sem pod založbo, ne, prišla, je pa res, da v Sloveniji ostaja promocija knjige še vedno v rokah avtorja. Se pravi, založba ne pomaga. In če si dober podjetnik, razumeš, ne, kar je lahko slabo za Slovenijo, razumeš, da boš dobil prej odgovor v tujini kot doma. Se pravi, če se že splača promovirati, se splača promovirati na ogromnem trgu, zaradi tega je tudi Neon preveden tako v italijanski jezik kot v angleški jezik in je že na Amazon in čaka, da ga kupijo. Ja. Se pravi, da je treba imeti tudi kar nekaj podjetniške žilice oziroma predvsem podjetniške ustrajnosti, bomo rekli, ne? Ja, res. Tako je. Kakšno pot naj umetnik danes izbere, da je duša še vedno potešena, denarnica pa tam ne preveč trpi? Ja, to je zelo pomembno vprašanje, ja.
Jaz bi rekla tako. Situacija je taka, da umetnik danes mora nekako sebe zastopati, mora se približati publiki. Danes publiki ni več dovolj, da samo vidi končni produkt oziroma neko umetniško kreacijo. Radi bi videli zgodbo, ki je zadej. Danes imamo inštrumente, da to lahko naredimo. Seveda, to je lahko dvorezen meč, bi lahko rekli, ker ko se umetnik ukvarja s svojo promocijo, potem je logično, da krade čas ustvarjanju. Se pravi, on bo lahko doživel tudi recimo nek uspeh, vendar recimo kvantitativno bo ustvaril manj. Zaradi tega bi bil potreben ta premik, da nekdo, ki je podjetnik, zazna umetnika, ker umetnik v podjetništvu, jaz percepiram, da umetnik razume recimo okolico, da razume trg, da razume, da lahko tako izrazi sebe, ampak da upošteva tudi tisto, kar mu recimo navdušenci sporočajo in da nekako to spoji. To je tisti podjetniški del v umetnosti, ki jaz mislim, da je bistveno ga integrirati. Potem promocija bi mogel prevzeti nekdo drugi, ne kot nek substrat, ne? Ja, ampak težko je včasih, tanka je meja, ne, med umetništvom in podjetništvom. To ugotavljava danes že cel čas, ne da. Kaj pa vi menite, kaj rabi trg, kar se umetnikov in umetnosti, dajmo reči v Sloveniji, tiče? Komercialno usmerjene podjetnike ali bolj tiste, ki delajo za svojo dušo in se pri tem morda ne toliko ozirajo za številkami? Jaz mislim, da umetnik vedno mora ostati v neki sredini, da ostane recimo zvest sebi. Ker v bistvu, če bi popolnoma samo upošteval recimo trg, bi nekako zanikal sebe, ne. Je pa res, da je umetnost specifičen produkt, ne. Umetnost, recimo podjetništvo nam nekako vedno pravi, kako narediti življenje učinkovito, a ne. Umetnost pa nam odgovarja, kaj sploh življenje je, izgrajuje našo identiteto, ne? Če bi vzeli vso glasbo stran iz našega sveta, če bi vse filme, vse slike, kakšen bi bil ta svet? Niti v bistvu posameznik ne bi uspel izgraditi niti svoje lastne identitete. Zaradi tega, ker ko smo mladi, ne, recimo noben te ne vpraša, kakšen toaletni papir uporabljaš, ampak te vprašajo, kaj poslušaš, ker umetnost ne daje samo odgovor na to, kaj dela umetnik, kaj je v umetniku, ampak daje odgovor o tistemu, ki je to umetnost izbral. Povezava je ključna, povezava med umetnikom, med tistimi, ki konzumirajo umetnosti, ampak tudi s podjetniki. Tudi oni v končni fazi rabijo umetnost. Res je. Kakšen pa je po vaših izkušnjah trg umetnosti v Sloveniji? Je prijazen do umetnikov, pa tudi do odjemalcev po drugi strani? Pa sem lahko odločna. Seveda. Jaz mislim, da ni prijazen. Mogoče jaz izhajam iz neakademskega recimo področja in mislim, da mogoče prav ta akademska smer, recimo k meni pridejo ljudje po sliko in mi rečejo to frazo: jaz sem prišel k tebi prav zaradi tega, ker je nekaj tako drugačnega kot ostala umetnost. Se pravi, bolj bi moglo biti prepoznano, da rabimo več umetnosti, ker recimo vsak človek izbere mnogotero produktov umetnosti, da si izgradi prav tisto identiteto. Se pravi, več, ko bomo imeli na voljo, boljše bomo lahko tudi se odgovorili na vprašanje, kdo smo. In ne nazadnje, da ne bomo vsi umetniki res utekli kam drugam. Ne? Res je, ja. To je bilo moje naslednje vprašanje. Mora umetnik razmišljati tudi o tujini, če hoče preživeti? Zaenkrat mislim, da ja. V mojem primeru je bilo tako in tudi v tujini zelo cenijo v bistvu vsako kreacijo. Ne? Jaz, kar sem imela stika, mislim, da je tam dobiš veliko bolj, kako bi rekla, veliko bolj so odzivni in veliko več teh zaznav je v tujini. Tukaj se mora zgoditi mogoče še majhen premik. Ampak mi smo optimisti in verjamemo, da se bo tudi v Sloveniji premaknilo, kaj ne da? Seveda, absolutno. Jana, kaj menite, kakšne so slabosti podjetništva na umetniškem področju?
Jaz mislim, da slabosti je predvsem percipiranje umetnosti kot samostojnega recimo delovanja. Zelo pomembno bi bilo, da bi podjetniki razumeli, da tudi sami oni potrebujejo umetnost. Ne? Zdaj jaz tako tudi malo sanjaško, jaz gledam tudi odgovore recimo v naravi. Ne? Da, če želimo, da nek cvet zacveti in v končni fazi nam da plod, ne, ki ga konzumiramo mi, mora biti ustvarjena neka zemlja, neka dobra zemlja, ne, da to zacveti. Kot sem rekla, podjetniki morajo razumeti, da umetniki, če oni se prelevijo v podjetnike, potem izgubljamo umetnika. In ko bo to razumljeno in se bomo res znali povezati, se pravi, da bomo vsi imeli nekaj od te povezave, kar mislim, da je tudi prihodnost, takrat bo razumljeno, da je res umetnost nek segment, brez katerega življenja ni. In če se umetnik ukvarja s podjetništvom, je nekako tako, recimo, če lahko rečemo, kot da bi se mogel podjetnik ukvarjati s čiščenjem prostora, ne, njegove firme. Ne. Lahko bi bil, veliko manj časa bi potem posvetil tistemu elanu. Ne. Dobivate občutek morda, da podjetništvo zviška gleda na umetnost včasih? Ja, včasih mogoče mislim, da ji dajejo tisto, da nima takojšnjega finančnega odziva in da je to ta stigma umetnosti. Ne? Vendar jaz, tako kot sva rekla prej optimistično, mislim, da bo kmalu razumljeno, da je prav umetnost tista, ki v bistvu daje energijo, da tudi podjetniki dobijo recimo naprej energijo za delovanje. Je pa res treba tudi recimo umetniki včasih moramo malo podjetniško se obnašati, predvsem pa poslušati recimo nasvete, sugestije dobrih podjetnikov. To bi bilo tudi zelo pomembno. Ne? Najverjetneje bo ena izmed sugestij tudi je treba se promovirati, promocija, ne? Ja. Kako pomembna je po vašem mnenju promocija? Zagotovo, verjamem, da zelo, ne? Ja. Koliko pa vam vzame časa promoviranja oziroma, v narekovajih, reklamiranja vaših umetnin, vaših izdelkov? Vemo, ste aktivna dokaj oziroma zelo na Facebooku, Instagramu, ker sem videl pa še kar je teh socialnih omrežij. To najverjetneje vzame kar precej časa, kaj ne da? Ja, to vzame precej časa, je pa tudi to nek tak pristop, da te ljudje spoznajo, ne. Seveda, vsakič, ko to ustvarjaš, vseeno te vleče, da bi vseeno rajši kreiral, da bi vseeno rajši slikal, da bi vseeno rajši pisal, ne. Pa če sva čisto konkretna, recimo, dan ima 24 ur, koliko časa vi porabite prav za recimo promocijo, da lahko eno sliko prodate? Recimo, da vsak dan, recimo, ko se spravim k temu, da delam te vsebine, ne, recimo grejo 3 ure, ne, na dan gre za te vsebine. Ne, in potem, ja, za odgovor je pa v umetnosti tako. Jaz sem prepričana, da sem kanal, za nekoga ustvarjam. In nekako bolj, ko sem začela razmišljati o tem, bolj se je začela neka tudi povezava v etru in potem odgovor pride zelo hitro, če v bistvu nekdo vidi, da je tam bilo ustvarjeno nekaj prav za njega. Nekaj, kar je v bistvu, jaz vedno rečem, on poslal meni, da potem dobi preko mene. Ne? Je pa tudi v tem ustvarjanju preko teh vsebin, se tudi zelo zabavam, zaradi tega, ker pridem v kontakt res z ljudmi in zgodbe so res navdihujoče in spoznavam nove ljudi, ki me razumejo in ki imam občutek, da smo že povezani. Imate tudi mogoče kakšne slabe izkušnje v stilu kakšnih žaljivih komentarjev ali kaj podobnega? Ja, ampak te so pa zelo dobrodošli vedno. Zanimivo. Jih ne blokirate? Ne, jih ne blokiram, ker umetniki moramo biti pripravljeni. Najhujše za umetnika je ravnodušnost. Najlepše je pa odziv, pa ne bo tak ali drugačen. Če nekdo ima negativen odziv, pomeni vseeno sem nekaj premaknil, pa dajmo se pogovoriti. No, pa smo zopet pri tisti temi, ne, da umetnost izzove čustva. Tako. Tako. Je po vašem mnenju kultura v podjetništvu pomembna, kaj ne da?
Ja, absolutna. Kultura v podjetništvu je zelo, zelo pomembna in mislim, da je prav mogoče tudi za umetnike nekako pomembno, da se nekako sprostijo in sprejmejo recimo tudi to vizijo podjetnika, ne, da v sebi, ne. Življenje nas vedno, recimo jaz sem se preizkušala na več področjih in tudi v podjetništvu je zanimivo, tako da tudi tja se lahko spuščamo in vzamemo ta izziv. In v to smer gre tudi vprašanje prejšnje goste, kajti v prvi oddaji nove 10. sezone Korakov do uspeha sta nas obiskala častni pokrovitelj oddaje Goran Miškulin in igralka, voditeljica ter model Gaja Višnar in odločili smo se, da si bomo iz oddaje podajali neke vrste štafeto. Vsak gost bo naslednjemu zastavil eno vprašanje z področja kulture v podjetništvu, no in Gaja Višnar je vprašala tole. Ki sva ga načela na začetku, a lahko govorimo sploh o podjetništvu, o kulturi. To se mi zdi preko različnih gostov, da bi bilo smiselno preizprašati, tudi zato, da spremenimo potem način razmišljanja. No, se delno sva na ta odgovor že podala, ne? Na to vprašanje podala že odgovor, ne? Ampak vseeno, v 2 stavkih. Ja, tako. Mogoče prav ta ločnica, da mogoče podjetništvo v kulturi lahko zaznavamo kot to, da se harmoniziramo s publiko. Potem za mogoče bolj finančne tiste pristope, pa pomoč ni, je dobrodošla. Tako. No, Goran Miškulin pa je zastavil naslednje, bom rekel kar tako konkretno vprašanje. Jaz se velikokrat najdem v vlogi sponzorja. Torej, pridejo z različnimi dogodki, pa pravijo, ja, dej sponzorirati. In tle se sprašujem, torej moje vprašanje nazaj je, zakaj ta dogodek se ne more sam pokriti sebe? Kaj mu manjka? Kje je problem? Dobro vprašanje, kaj ne da? Zelo dobro vprašanje. Ja, tudi da misliti, ne, zakaj je tako. Jaz mislim mogoče, da lahko prvi premik naredimo v edukaciji. Recimo vprašati se moramo, zakaj od malih nog v šolah, na stenah ni umetnosti, zakaj ne razumemo, da je umetnost res del naših življenj. Posledično bo umetnost pridobila, ne, na pomenu in tudi po mojem ta finančni odgovor. Sama vodim tudi likovno društvo in tudi tam skušam najti ta odgovor oziroma mislim, da najpomembnejše je to, da razumemo, kaj od nas kot umetniki želi publika. In tam pride potem po mojem lahko do tega finančnega odgovora. Je pa cilj umetnosti res, da zapolni to vrzel, ta cilj, da bo samozadostna. Pol pa bomo nepremagljivi. To je pa res. Ali menite, da je umetnost premalo izpostavljena že v zgodnjih letih, recimo šolanja v osnovni šoli, bi jo moralo biti več? Veliko več svobodne umetnosti. Prav, v bistvu tudi tam bi mogli otroke poslušati, kam jih pelje srce, oziroma ponujati uveljavljene umetnike, da oni razumejo recimo sploh njihovo umestitev v družbi. Ne? In tam se vse začne. Recimo otroci slikajo, vedno so v šolah njihove slike, ampak če bi imeli za primerjavo zraven recimo slike umetnikov, je izziv za njih veliko večji in ne bojo dobili občutka, da je umetnost nekaj, kar je recimo samo na šoli in potem se začne resno življenje. Umetnost je del slehernega posameznika in je še kako pomembna. Umetnost je del življenja. Tako. No, kaj pa bi vi vprašala za zaključek? Naslednja 2 gosta, prihodnji torek nas bosta v studiu Radio Robin v Korakih do uspeha obiskala dramska igralca Maja Blagovič in Vladimir Jurc. Kakšno vprašanje bi ima postavila? Ja, tukaj bi nekako tako provokativno vprašanje zastavila in sicer, če umetnik se posveti podjetništvu in mu tudi zelo uspe, potem kaj smo dobili? Ali smo pridobili podjetnika ali smo mogoče izgubili umetnika? Zanimivo vprašanje. No, odgovor bomo dobili prihodnji torek. Hvala, Jana Korečič, za tale zelo prijeten pogovor. Vse dobro še naprej na vaši umetniški, pa tudi podjetniški poti. Najlepša hvala tudi vam in hvala, da ste odprli tako pomembno temo. Hvala lepa. Koraki do uspeha na Radio Robin so bili tole oddaja, ki je letos vstopila v jubilejno 10. sezono, skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Uroš Simčič in voščim vam lep dan še naprej. Koraki do uspeha.
Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.